Gremo! Dragi prijatelji, zelo sem vesel, da ste prišli na tole, bi rekel, tako lepo predstavitev knjige o enem najhujših zločincev ne samo v drugi svetovni vojni, ampak v svetovni zgodovini. Drama Odilo je v bistvu drama o človeku, ki je na 6. mestu najhujših nacij zločincev, in sicer na 1. mestu je Himmler, na 2. je Hitler, na 3. je Heydrich, na 4. je Kaltenbrunner, šef vseh varnostnih služb Reicha, na 5. mestu je Müller, šef Gestapa, in na 6. mestu je Odilo Globočnik, Slovenc. Ta dič, ta zver izhaja, njegov oče je iz Tržiča, njegov rod izhaja iz Tržiča. Fant se je rodil v Trstu in po prvi svetovni vojni se je družina preselila v Celovec. On se je kmalu pridružil Hitlerjevi stranki NSDAP in je postal v bistvu šef, tako rekoč, en od šefov ali pa šef avstrijske veje NSDAP-a. Ob Anschlussu Avstrije-Nemčiji, se pravi o priključitvi Avstrije-Nemčiji, je tega človeka postavil Hitler za prvega Gauleiterja Dunaja, kar pomeni, da ga je Führer zelo, zelo cenil njegove sposobnosti, njegov talent, njegov pamet in njegovo zlo. Odilo Globočnik je bil Slovenc, je bil prvi šef, prvi Gauleiter Dunaja. In po mojem mnenju je on najbolj slavna slovenska oseba, ali pa ne oseba, ne človek, v svetovni politični zgodovini. Njegovo ime je bilo zamolčano tako rekoč do danes, zaradi različnih razlogov, ne bom zdaj tukaj navajal. Jaz sem to zvedel za njega že zelo zgodaj in sem bi rekel, ta zver, ta monster me je fasciniral in sem se pač malo poglobil o njegovo kariero, življenje in tako naprej. O njem je napisano ogromno knjig v tujini in v slovenščini pa je šla prva knjiga šele pred 2 leti. Moja knjiga Odilo se ukvarja z njegovim dunajskim obdobjem, se pravi z leta 38-39, ker je bilo seveda nemogoče za vse celoto, ker njegova glavna karijera se je odvijala na Poljski, kjer je bil šef operacije Reinhardt. On je bil vodja operacije Reinhardt, naloga operacije Reinhardt je bila popolno iztrebljenje vseh Judov in Ciganov iz Poljske. Odilo Globočnik je bil šef 4 najhujših nacističnih koncentracijskih taborišč, in sicer Majdaneka, Treblinke, Sobiborja in Veseka. Samo Auschwitz je bil zunaj njegove jurisdikcije. Hitler je Odila Globočnika prestavil iz Dunaja na Poljsko kot vodja operacije Reinhardt, zato ker se je Odilo na Dunaju zapletel v korupcijo. Poleg tega je on sovražil katoliško vero in cerkev, v sporu s katoliki, in vendar Hitler je hotel imeti na Dunaju mir. Na Dunaju je hotel imeti mir, čisto iz političnih razlogov, je hotel stvari umiriti in to je bil tudi eden od faktorjev. Vendar glavni faktor, jaz mislim, da je bila ravno ta njegova korupcija.
če vodilo, da ne bi Himmler in Hitler imela tako rada, ker je bil tako talentiran hudič, bi verjetno dobil šus v glavo, ali pa kam trga šus. Ker SS je bil glede teh stvari korupcije zelo strog, zelo izjemno strog. Stvari so morali tam štimati do A. Vendar so ga pardonirali, ker je bil tak genij zla in ubijanja, pa je on celo izumitelj plinskih celic. Da je on dal Himmlerju idejo in Hitlerju, da tako na najbolj, bi rekel, učinkovit in enostaven način pobijati ljudi in sicer s plinom. Vendar ta fant, ker je bil tako pokvarjen, njegov nagoni mu niso dali miru, da je tudi na Poljskem se zapletel v korupcijo in ga je potem Hitler predstavil, ne da bi ga ustrelil, postavil pred strelski vod, ga je Hitler predstavil v Trst. V Trstu je bil on šef vseh operacij na cel severni Jadran, Jadranska Italija, Dalmacija, Slovenske primorje, severna Italija, vse to ogromno področje, tukaj je bil on šef in seveda zaslužen tudi za nam poznano Rižarno. Moj oček je bil vodja propagande 9. korpusa, ki se je boril na Primorskem in rekel, mi smo se tu borili proti Podilovu. Po vojni so ga zajeli Angleži v neki alpski vasici na Avstrijskem in je on pregriznil ampulo ciankalija. Ampulo ciankalija, ko so se pogledali, kje smo tega človeka zagrebli, je župnik tiste vasi prepovedal njegov pokop na pokopališču tega satana in so ga pa je zagrebli na nekim svinskim pokopališču. Jaz vam zdaj v dveh stavkih predstavil eno od razlag, eno filozofsko interpretacijo tega njegovega zla. Iz njegovega, vsega tega se da marsikatere inicira razne razmišljanja, razne teorije. Jaz bom predstavil eno samo. Vi se morda večina od vas ne bo s to strinjala, ampak bom jaz povedal to, kar jaz recimo med drugim mislim, da je možno, da tak človek obstaja in dela take stvari na osnovi nekega temelja, ki bom zdaj predstavil. Se pravi, moj nauk iz Odila, če ni neke inštance, nekega načela, bom rekel kar, če ni nečesa, ki ga ni mogoče niti imenovati, saj je vse imenljivo le vezano na ta kosmos, na ta svet. Če ni torej neke biti piše z veliko začetnico, torej biti, ki presega še tako neizmerne moči ali možnosti sveta in človeka, če ni nečesa, ki presega tudi skrajno in ultimativno človeško, se stvari končajo v totalnem zlu ali ubijanju, v uničevanju, v smrti. To pa zato, to je zdaj važno, to pa zato, ker resnica, ta ultimativna resnica sveta in človeka, njuna končnost. To je važno, njuna končnost. Vsega tega, kar je resnica sveta, njuna je končnost. Resnica končnosti, te skrajne moči, tega skrajnega pojma sveta, je smrt, pa je smrt, je zlo. Najhujša moč sveta, ki je njegova končnost, se na koncu manifestira kot dovršeno trpljenje in smrt. Hvala lepa.
No, ok, vieni, ma... Allora,